prvem krogu nas v športnem parku tule v Domžalah poleg seveda zelo sončnega vremena čaka tudi dvoboj ekip, ki sta v pretekli sezoni pa vendarle malenkost razočarali. Ena tekma nove sezone je bila sicer že odigrana. Včeraj je Koper z 2:1 premagal sežanski Tabor s 3:5. Napad po levi strani mlade domžalske ekipe. Priložnost jasno za goste, da mora biti pridejo do vodstva po dobrih 5 minutah. Božič zdaj do žoge. Zdaj je priložnost za Morozova. Morozov pred vrata in na koncu vendarle žoga v naročju Ajdina Mulaliča. V tem pogledu boljši. Zdaj pa dobra podaja. Rozman je razčistil. Tule zdaj je še enkrat Ilenič preslabo in konec je, lahko rečemo, kar obetavnega napada Domžal. 31. minuta teče tule v športnem parku v Domžalah. Božič direktno proti vratom. Ajdin Mulalič. Ilenič tule ni uspel zadržati žoge, no pa napaka tokrat za Bukovnika. Pikšek. Tule zdaj strel proti vratom. Ni veliko manjkalo, pa bi prišel do gola Jošt Pišek. Celjane. Žoga proti Ileniču. Tole je zdaj Ilenič prišel do žoge. Ilenič in brani Rozman. Žoga v nogah Celjanov, ampak daleč stran od vrat Mulaliča. Iko je Mesi krasno proti Zabukovniku. Zabukovnik, tole je zdaj priložnost. Božič pred vrata. Mulalič pa na koncu. Poigrava se zdaj Eichmajer. Tole je zdaj priložnost. Markuš priložnost. Rozman in ni zadetka. Zec, Janičič, iskal je Iko je Mesija, Klemenčič s težavami, Iko je Mesija v kazenskem prostoru, Kouter, težave Mulaliča, no in na koncu je razčistil Scheusengajer. Usmani Jakupovič. Kar takole za začetek, vaša ocena srečanja 0:0, se vam zdi pravičen rezultat glede na videno? Ja, mislim, da na koncu, ko se potegne črta, da je bilo marsikaj za videti. Eno zelo soparno vreme, mislim, da je bila dokaj gledljiva tekma, da je bila kar dobra dinamika iz obeh strani, glede na to, da gre za prvo srečanje. Mi smo na trenutke pokazali, bom rekel, vzorce, kakšni želimo izgledati. Vidi se, da je ekipa mlada, da je ogromno, bom rekel, ekstremno mladih fantov, ki se prvič srečujejo, bom rekel, s tem rangom tekmovanja. In na trenutke mislim, da smo izgledali zelo dobro. Si pripravili tudi kar mogoče 2 izraziti priložnosti. Po drugi strani pa normalno, Celje ima kvalitetno ekipo, da nas je v določenih momentih prisilila, bom rekel, v neko zgoščeno branje v tej srednji zoni. Ampak na koncu, ko potegnemo črto, mi moramo biti zadovoljni, da nekako smo bili blizu temu, kar smo si nekako zamislili, kar lahko v tem danem obdobju naredimo, imamo pa sigurno še neko ogromno rezervo. Pa še stanje Ivana Durdova, kakšna je poškodba? Ja, bomo videli, kaj bodo zdravniške analize pokazale, sigurno v tem trenutku ne izgleda dobro, šlo je za, bom rekel, težek zvin, malo nas je nekako odsekalo v tem momentu. Naše igre v tem trenutku je, bom rekel, za nas zelo pomemben člen, ampak po drugi strani pa vsi fanti, ki so dali priložnost, so jo maksimalno izkoristili in, bom rekel, veseli dejstvo, da ekipa, bom rekel, res diha kot eno in jaz verjamem, bom rekel, in se nadejam, da bomo v prihodnjih krogih šli, bom rekel, korak po korak. Hvala in srečno. Hvala tudi vam. Najprej za začetek vaša ocena sречanja današnjega proti Domžалам. Ну, наверное, для первого тура, для выездной игры, игра на 0, это, наверное, хороший все-таки показатель. Glede na to, da je začetek prvenstva, da smo igrali prvo v gosteh in da smo zadržali 0, nekako, da je to en dober pokazatelj.
Pa glede na samo igro se vam zdi neodločen rezultat pravičen ali ste morda mnenja, da bi si zaslužili več? По игре нормально, или думаешь, что бы мы заслужили больше? Ну, я думаю, что мы, наверное, заслужили все-таки большего. У нас подходов было больше, мы моментов имели больше. И последние 30 минут мы, наверное, соперника вообще прижали к их штрафной и создавали больше опасных моментов. Mislim, da glede na to, kar je bilo na tekmi, mislim, da smo si zaslužili več, da smo imeli več nekih šans in da zadnje pol ure, da smo nasprotnika nekako stisnili na njihovo polovico in da smo imeli neke situacije, s katerih bi lahko zadeli. Hvala in srečno. Slobodan Vuk, vstopili ste potem, ko se je poškodoval Durdov. Koliko je danes tale vročina vplivala na samo predstavo? Pa seveda, da je vplivala, ura ni bila glih najboljša, ampak tako za nas, kot za njih, mogli smo se prilagoditi. Mislim, da smo se v veliki meri, ampak ja, no, pogoji mogoče niso bili glih idealni, ampak za obe ekipi isto. Bili ste blizu zadetka v drugem polčasu, nekaj malega je zmanjkalo. Ja, imel sem jaz lepo priložnost, še pred mano Ilenič. Škoda, ker nismo realizirali teh dveh priložnosti, bile so res dobre priložnosti, ampak upamo, da iz tekma bo prišlo tudi to, kar je za nas pomembno, je to, da nismo prejeli zadetka in na tem moramo graditi tudi za naprej. Pa je to igra Domžal, ki jo lahko pričakujemo letos ali je, recimo, oziroma lahko pokažete več, še več v letošnji sezoni? Ja, vsekakor lahko pokažemo še več. Mislim, da v določenih trenutkih smo lahko še bolj agresivni v tem presingu, kar sigurno čez celo sezono bomo. To je prva tekma in mislim, da bomo poskušali igrati dinamičen nogomet. Hvala in srečno. Hvala. Lovro Bizjak, prva tekma je za vami. Je bila takšna, kot ste jo pričakovali, ali ste vi sami izpolnili svoja pričakovanja pred današnjo tekmo oziroma na današnji tekmi? Ja, bila je zahtevna tekma, tako smo jo pričakovali, dober nasprotnik. Sicer pričakovali smo zmago, kot jo bomo verjetno na vsaki tekmi. Se zato igramo. Mogoče z par drugačnimi sodniškimi odločitvami bi bila tekma drugačna, ampak to ne sme vplivati na našo igro. Delamo naprej in upajmo, da bo naslednja tekma v rezultatu našo prid. Ja, že naslednji teden, pravzaprav že zelo kmalu se vračate sem v Domžale, glede na to, da vas čakajo Radomlje. Ste morda že nekako preverili, kakšne Radomlje lahko pričakujete? Ja, Radomlje so neugoden nasprotnik. Zdaj jih bomo bolj podrobno pogledali tekom tedna. Se na njih pripravili in prišli z dobro energijo in z zmagovalno mentaliteto na naslednjo tekmo. Hvala in srečno. Hvala.